Jaz zmenjena sem, da grem do Tilna igrati družabne igre. Lepa igra. Gospod, a vas lahko nekaj prosim? Ja, kar povej. Bi lahko tole prebrali? Jan David se pogovarja. Lep pozdrav, z mano bo tokrat Manca Trampuš, mislim, da ne rabim razlagati, kdo to je. Manca Trampuš je pevka v Koala Voice in zdaj sem razložil, kdo je to. V glavnem, dajva začeti, ne? V bistvu nekako tako. Sem napisal na Instagramu, kaj bi vi sploh vprašali Manco, ne? In mi folk en napisal, da plezaš, a ne? Ja, Okay. wow, Dajva se o tem pogovarjati na začetku malo. the best, pohodo. Ok, povej mi. Ja, jaz zelo ljubiteljsko plezam, v smislu, da pač precej slabo plezam, ampak sem kako leto nazaj odkrila ta šport in mi je pač sam ful carski, ker je tako, v bistvu ga hengamo in potem malo plezamo in tako ful imam strah z višino in pa sem v enem letu v bistvu že ful overcomala to. Tako je, hudo mi je. Ja, Tako zmer mi spuca glava, tako kadarkoli sem tako super šiti v glavi, grem pol plezati in se imam boljš. Nice, ker se mi zdi, da so plezalci tako kot neki motoristi, neka sekta zase. Mogoče se še ta muzika, ki jo delate, mogoče tako direkt za plezalce, až mislim tako Ja, pač. itak. Kao, Mislim, v bistvu, ful so odprti, meni je bilo to tako jaz sem tam spoznala ful enih ljudi, ful ene druščine, ki pač je tako ful, karkoli ti tam plezaš, lahko kogarkoli vprašaš, tako jo, kaj naj tle naredim, pač ne štekam in je tako, ja, ful je social v tem vidiku, to mi je bilo ful hudo, plus pač nisem dober športnik, v nobenem športu, drugače nisem dobra in mi je to, da imam neko športno aktivnost, ki mi je tako ne zamor, mi je zelo dobro. a si pa športno špricala v srednji pa? Ne, nisem špricala športne, sem pač tako, ja, nisem bila nikoli ful dobra v igrah z žogo, recimo. Bolj sem plesala, sem balet 10 let, that's a fact. Ok. Tako da sem bila bolj tako v teh nekih variantah, Gimnastika, recimo. gibanja. Ja, tako. Ritem in te zadeve. Pač zelo rada plešem in se gibam in to mi je tako tudi čedalje bolj pomembno. Ampak ja, nisem bila pa nikoli nek košarkaš, fuzbaler dober. Dober, ja. Tudi zato, ker sem majhna kao za košarko, ampak ne zares. Dober, ja. Nima veze, koliko si. Izgovor. Važno je srce. Kao. Tako. Ja, daj pa povej mi, a ti si srednjo delala v Zagorju, ker si Zagorja, ne? Aha, ne. Ne, jaz sem delala srednjo umetniško gimnazijo, dramsko smer. To je v Ljubljani. A je to Križanke, ne? Ne, to je v bistvu tam, kjer je tudi vzgojiteljska šola, pedagoški faks in v isti stavbi je še dramska šola in plesna šola. Gimnazija, ja, Ok. umetniška. Čakaj, od kdaj vi s Koala Voice sploh? Vi že iz srednje šole prihajate z bendom? Ja, mi smo začeli 2010, kar je bilo lih tam na tem prelomu zame. Na srednji. Kaj je bilo to, prvi letnik, drugi letnik? Ja, tam nekje tako, ja, prvi. Kaj gremo med srednješolski bend? Ne, sploh ne. Mi tako noben od nas, mi nismo isto stari v bendu. Kaj, Pač, niste isto? Ali? Ne, Aha, ne. ja. A veš, Miha je, koliko je bil Miha? Miha je imel lih zdaj 1. aprila rojstni dan in je bil 35. Ok. Tako da Miha to malo dobesedno 10 let razlike. A veš, on ni bil več dijak, ko smo to začeli, tako da nikoli ni bilo tako, mi imamo zdaj nek ta dijaški bend, ampak je bilo bolj iz tega, da pač smo bili iz tega nekega majhnega kraja, kjer smo se nekako najdeli štirje, ki jim muzika in to neko ustvarjanje veliko pomeni, pa se je začela ta kepa malo kotaliti s tem, ko smo ratali frendi, se je potem začel delati ful muzike, v bistvu že iz prve in potem so začeli prihajati špili in kar naenkrat smo hodili. In zdaj imate 600,000 ogledov, ker je tu Je. vse tako lepo Ja. pač na YouTubeu in ste famiči in te fore. Ja, ful smo fajmiči. Ne, daj mi povej, če si lih Zagorja, ne? Tik-tak ali Lašič, kaj boljš? Joj. To sta dve hude beznice, kolikor jaz vem. Mislim, Ja, tako, tako kolikor bom sem še rekla, Google Maps vaši- gledal. Ja, okej. Tako bom rekla, če lahko malo razširimo, da ni samo v Zagorju. Ok, ajde. Zdaj, ko imaš recimo na Izlakah je en iconic place, neka pizzerija Čebelica, kar je tako, predstavlja tako celotno Zasavje in tisti je the shit, tisti zagovarjam big time. Ok. To mi je to top. Kaj pa, Ja, če bi mogla pa med unim dvema zbirati, bi pa rekla Ašič zanj, zato ker sem bila večkrat tam, ker moja mama je ful blizu dela v službi. ok. In pa kot otrok se ne vem, zakaj smo bili večkrat tam.
Ja. A na Zagorski noči ste kdaj špilali? Ja, smo, valjda smo. Ja. Takrat, ko je tudi, po mojem, isto leto, ko je špilala tudi Severina. In to ni Okej. bilo edinič, ko smo špilali Severino. Lepa. Ja. A pa je bil dež takrat, to po mojem bila Jelena Rozga, ker sem jaz bil v Zagorju prvič v življenju na Zagorski noči in sem tam pol ene bejbe sprašval, tam sem bil ful tako kao, kje je after in tako, gremo v Ljubljano, tam enim ženskam sem kao govoril, gremo v Ljubljano in ona tako, ne, mi gremo v Mesca, pa tako, kaj ti je to kurec. To je edina stvar, ja. Ja, pač in dejansko mi je bilo všeč tam, ker se dejansko vrti glasba iz 2008. Pač in sem bil tako lepa igra. Mest. To prav tako sklanjanje, tako gremo v Mesca. A pa lahko sklanjaš mest, tako. Evo, Ne, prvi. mislim, Mesečina je načeloma ime, ne, uradno, kluba. Aha, Ampak klub. rečeš se, ja, kluba. Ok. Ampak rečeš se, da greš v Mesca, valjda. Ja, lepa. Koliko se pa kaj Strbolčani razumete, a niste neki skregani tam? Ja, to je ta nek forever beef z Zagorje, Trbovlje. Mislim, meni je dost vsejen. Jaz poznam izposod ljudi, ki so mi dobri in taki, ki mi niso tako. Kako Ja. lepo, no. Ja, no, mislim, whatever. Je pa to, so pa smešne te zgodbe, ki je bilo včasih to full real, se mi zdi tako, pač če vprašaš nekega detka ali pa tako, je bil to ono, to so se dobili sredi enega hriba in so se tepli, a veš, kako je What bilo the real. Ok, Ja, the beef was real, ampak ja, zdaj se mi zdi, da ni zares več. ok, lepa. Cool. Da se še malo k bendu vrniti. Se pravi, ste prišli iz Zagorja v Ljubljano in danes v Ljubljani ustvarjate in ste tudi veliko po radiju Valu 202, tudi v tujini ste veliko nastopali. Pa kako vam je sploh, kako bi pa ti rekla zdaj, da vam je sploh ratal ta veliki preboj, oziroma da rataš iz nekega mini benda ali pa ne vem, kako se pravilno izraziti, iz nekih, ne vem, iz začetnikov ali pa z nekih, pač nekdo, ki nekaj poskuša, pa dela svojega in da ti rata in da je preboj in zdaj pa kar greš na Slovaško, pa ne vem kam. Fak, se sploh ne vem, kaj bi zares rekla na to. Pač, Zdaj moraš nekaj mutiti tle, fulka. ja, ne, razmišljam. Ker se ne vem, pa ni zares to tako preskoko, to narediš, pa se pa to zgodi. Pač to gre sam pač dost počasi in če je to nekaj, v kar se pravi ekipa verjame in da to pač, da se dela naprej muzika in da se pač, ne vem, na začetku smo se ful prijavljali na vse te neke natečaje, na Špiligo, na Vičstok, na Rokotočec, na vse to in pač tam dobiš pol neko publiko in dobiš povabilo na druge špile in dobiš povabilo na kak festival, pač vse se začne pač tako valiti, da pač delaš v tem, da boš imel koncerte in pač s teh ljudi potem pač naprej širiš to mrežo in tako gre in v Sloveniji in pač v zuniji. Ja, lahko rečeš, da je to kilometrina pač, sam Ja. dejansko. Ja, ker se, ja, na nek način je kilometrina, je pa pač tudi valjda to pogojen, valjda zmer s tem, pač, a si na pravem mestu, v pravem času, da te nekdo sliši, ko potem ima nek festival, pa da si zadogajajo nekom, ali pa, a veš, tako je. Ja, ker mi še zmer se mi zdi, pač te Koala Voice je še ful nekega placa za razvoj, pa ne zdaj tako narobe vzeti, ampak pač Valjda manj, ja. ker sem jaz mami povedal, veš, koga imam manco, imam iz Koala Voice, ona je bila tako, aha, ok, ker po moje isto, če bi rekel, ne vem, ok, za Sepeta ve, Marjana, ampak pač tako, ne. Mogoče ste res ta mlada generacija, tako, ker ne vem, mogoče niso 40-letniki včasih Siddharte poznali, tako si jaz predstavljam. Ampak dobro, smo mladi, ste mladi, pa boste še naprej poharali. Daj mi povej, zdaj ste nek nov album naredili Ja, in si ful ponosna na to. A so to, super je. a ti pišeš besedila? Kdo sploh piše besedila? Ne, tako mešano, malo jaz za neke komade Domen, en komad smo tudi naredili tako, da je tudi Miha še zraven nekaj napisal. Tako da, pač ja, kukar zaflowta v bistvu, kar se tega tiče. Ampak ja, ta plata, posneli smo jo v bistvu zdaj maja, bo lih 1 leto, odkar smo dejansko bili v studiu, da smo pač snemali, 14 dni smo bili v Ajdovščini, smo se zaprli tam v en klub in med dost kot DIY sceno, ampak tako je živelo v tem klubu 14 dni in snemali plato in naredili, se mi zdi, da ful carske komade, ki pač bojo zdaj tega maja, ki se mi zdi, da končno v celoti potem šli ven. Dva sta pač Jazzuni. Vertigo pa Vukovi, ja imam prav, Ja, nimam prav. ja, Saj imaš. Vukovi sem slišal še takrat, ne, ko smo se mi spoznali.
Ste ga še neki džemali Na tam. skrivaj smo ga igrali. Tako je, kao, hidden. Hidden jam, ja, se to je. Ja, pa kako pa se v bistvu, na to mi je bilo zanimivo recimo, ker sem bil tako, ok, ta komad sem pol ga slišal, ker sem ga slišal na YouTube, sem bil tako, čakaj, pa jaz sem to enkrat v liveu slišal, pa sem klical Nejca, sem rekel, a je to ta komad? Je rekel, ja, valjda, da je. Sam, pač kako pa to, da ga toliko časa recimo, pol kaj ga še premetavate, ga spreminjate ali pač sam čakaš, da je release? Ne, pač tukaj zadnje, mislim, tako ti pač, ja, posnameš to, mi smo pač dosti tako snemali, da smo vsi naenkrat igrali inštrumente predvsem. Pol se pa recimo v roku naslednjega meseca oziroma pač ja, se posnamejo vokali in pa je pač to v bistvu je treba zmiksati in pač mogoče kako kitaro nasneti in te stvari pa pol so tako malo izven naših rok, v smislu pač ja, imamo valjda besedo, ampak jaz nisem pač producent, jaz ne miksam, a veš. In potem pač se je, ja, te stvari ponavadi trajajo kar nekaj časa, zato ker pač si želiš, da je to valjda ful dobro. Ne gre za res ful za premetavanje, pa da bi se bolj tako tle bomo zdaj nekaj, ampak ja, it takes time, da dobiš sounde ta prave, da pač se zmiksa proper. Aha, pa da v bistvu, ja, da In zmaster in to, ja. Ja, pač da dodelaš, ker v bistvu osnova verjetno komada je že, bom rekel, jo lahko enkrat dobre židane volje zaigraš na kitaro in si tako to je ta komad, ne vem. Mislim, mi dosti snemamo live, ne, se pravi, da ni tako, da zdaj pač vsak posebej snema, ampak smo vsi v enem placu in pač ja, načeloma tako, ko je komad v studiu, vemo, da ne bo neki ful drugačen, zato ker nam stoji tako, kot je, ker nam dela tako, kot je, ker zato ga tudi snemamo, ker nam je hud tak, kot je. Posel pa pač ja, so neke, pač se pravim, kakšne vokali se valjda nasnamejo, kakšni back vokali se nasnamejo, tako tam se pol začne recimo malo tako, da je razlika med tem. Ja, pa tako, da je pol to za radio in tako, da je pol to proper zadeva, ko gre ven, ne, mislim. Mislim, za radio, mislim, ja, da nam je pač sam še bolj hudo. Ja, no, pač, ja. Ok, cool, pa dej, ker po moje si ful ti gre verjetno na živce, ker te folk o tej glasbi sprašuje, ker sem bral intervjuje s tabo, pa sem bil tako, to so že vse vprašali. Pač, folk, preberite si na netu, če hočete kaj vedeti. Daj mi raj povej, ker vidim, da si ful skrbna, to je tvoj flat verjetno, sklepam, da je. To je moja soba v flatu, delim si. Cimri, klasična ljubljanska scena. A pa si s kakšnim od benda? Ne, trenutno ne, smo vsi na svojem koncu, ampak imam ful cool. Sem jih spoznala tako, niti ne, da bi bili ful že kao frendi, ker smo skupaj, ampak samo tako. Ja, lepa, odnos cimer, uno. Ja, ampak imam eno ful carsko Timo Rebeko, ker smo se ful hitro poštekali, pa tako. Lepa, jaz isto zdaj se ufuravamo naš flat in je top, ko je tako, spet ena nova skupnost, ko je na novo spoznaš, ne. Kako to, da si toliko skrbna, da imaš dejansko še zelene rože? Ja, ful se trudim, ne trudim se ful. Ampak zdaj sem nekaj v tem obdobju, kupila sem si 3 rože in pol kar naenkrat jih imam zdaj fucking 15, ker so mi pač ljudje še ful dal nekih podstaknjencev. Tam je ful smešen, ti lahko pokažem eno. To sem dobila od očeta, od Tilna in od Miheta, to je mandarina, piše gor vzgojeno v Zasavju, kar mi je ful smešen, ker sem tako, to sem jaz. Proper. Tajni mandarina. Zdaj moraš zalivati, da boš zrasla. Koliko si stara? 25, ne? 25 let mora ta mandarina zdržati. Se to. Lepa. Super so mi te, tako isto ta nek avokado, randoman, ki je iz semena. Pa si ga ti legit iz semena? Ja, poglej. Glej, kako malistko. Ja, pa si ga, a ni fora, da začneš v vodi? Ja, začneš v vodi in potem on naredi neke koreninice in pol ga daš ven. Proper, arboristka cela, vidim. Ja, mislim, dogajajo mi te rože, hudo mi je, ful mi je, naredijo mi prijetno vzdušje v sobi, pa malo sem ta čudak, malo se pogovarjam z njimi, pa... To mi razložiš, jaz pa tega nikoli nisem razumel, kako se folk pogovarja z rožami. Tako si, da je tiny little baby, tako si kaj narobe, kaj bi si, boš malo kaj, tako. Ok, cool. Kaj te manjka, malo sonca, te malo obrne, ampak tako.
Olej, nov listek, ful hvala, ful nov listek. Ok, ne, ker pa ste saj pogleda, pa je hvaležen, veš, tako roža, ne vem, kako odreagira, če je kul. Ja. A veš, pač, ok, zgnije, ampak to boš, lahko si zajebo 3 dni nazaj, pa bo čez 3 dni gnila, pač. Ne. Ja, pač ja. To je tako, kot z unimi zajebanimi ljudmi, kao, veš, ko so tako, kul sem, in pol niso kul in čez 3 dni te pač ghostajo, zblokajo, whatever. Ja. Pač to so rastline. No, tako, ja, mislim, tako so počas one rastejo, tako so zanimive, pol, ko jih pač spremljaš, pa tako različne, ko vidiš, kako jim nekaj sede, nekaj ne. Ampak ja, valjda ni pa pač, bi si pa zelo želela, da bi tudi imela tudi psa, če smo to stone in to bi bilo top, ampak nismo še tam. Zaenkrat smo pri rožah, ampak ko mi bo rata teh 15 rož vzdržati pa življenju, dosti dolgo bom imela tudi psa. Koliko je pa pogoj 1 leto? Ja, ajde, rekla sem si, da si dam še 2 leti, potem pa. Pa psa, ali kaj? Kjerga psa bi pa imela? Skoraj kjerga koli v resnici. Okay. Mislim, tako sem, nisem zares ful zbirčna. So mi pa bolj všeč kot laki. Mogoče te neke srednje velikosti. Belgijski ovčar? Ali pa kazga whippeta bi recimo imela. Ok. Ali pa tako madžarsko vižlo. To pa sploh ne vem, kaj je. Zelo lep pa. Bomo dali spodaj link. Ja. Rjav smrček ima take barve, tako ful lepe rjave barve. Okay. In ima tak gonič, ta nek lovski ima tako kratka dlaka in ima pač nos ima iste barve kot dlako in je beautiful. Hudo. Bomo dali sliko v... Insert. Ne, ko imaš neke mačke tle v zadnji, vidim, zdaj tem čisto po stoku sovo, pa nekaj rišeš, a tudi rišeš umetnice na Jaz vse delam drugače. Ok, lepo. Ja, to tudi rišem. Tukaj imam, ja, nič, kaj pa vidiš, se ne vidim. Ne vem, vidim ene Pa imam nekaj če gre knjige. z roko dol v spodnjo polico. Vidim, da imaš mali princ police, a so to mali princ police slučajno? Ja, mogoče, ja. Možno. Prav life, a ne? Lepa, ona oranžna, je lepa. Ja, oranžna, pa ja. Ne, Imam neke knjige, neke neumnosti, imam neke malo račko. a imaš časa drugače kaj zabrati, bereš kaj, ali ti zmanjkuje časa? Bere, mislim, nima, ful počasen bralec sem, tako berem zdaj ta Dune, če poznaš to neko znanstveno fantastiko. Ne. Ja, ampak je tako taka debela bolj knjiga. Tako da je ful počas berem, ampak to mi je hudo. Znanstvena fantastika mi je dosti huda. A pa ti ni ka bereš tako ful meni se zgodi, berem prepočasi in pol tako fuck, zdaj gremo od začetka in sem tako spet od začetka. Ne, si dost, mislim, tako se imam tudi obdobja, kakšne knjige, ko so pač malo lažje, dosti hitreje, mislim, ne. Ampak ja, ne berem toliko, kar bi si želela, da bi brala. So pa tiste, ki sem jih prebrala, pač je pa dosti knjig, ki mi je bilo pa tako ful carskih, se mi zdi, da ti ful dajo knjige, tako, ko prebereš nekaj. Ja, mogoče prebereš sicer eno knjigo, ampak imaš pol tako 5 stavkov iz knjige, recimo, ker jaz, ne vem, ne vem, če poznaš Harari Sapiens, mogoče, si brala. Nisem brala, ampak poznam. No, preber pač, ker je sick shit. Pa pol še njegove knjige, ki so tale 21 na svetu za 21. stoletje. Kar take proper stvari in si tako zapomniš, recimo sem si zapomnil, kaj je na čem temelji človeška komunikacija, na gossipu, ne, pač. Zaradi tega se ljudje pogovarjamo, ne, zato ker se dejansko živali ne znajo zmeniti, da je bil slon tam ali pa tiger tam, pač dosti taka mindfuck scena, ki začneš to brati. Ja, jaz sem isto tako neko to eye-opening malo neko knjigo o drevesih tudi brala, ker je bila tudi, mislim, na drugo foro, ampak isto tako neke te, tako čist huda knjiga, Skrivnostno življenje dreves. Sliši se ful tako neki hipi, ampak je ful proper, ker je nek gozdar napisal in je tako, malo je, ja, hudo je. Drevesa so kar sik. Ja, tam je bila isto huda. Ja. A kdaj objemaš drevesa? To, lih ne, sem pa observant. Bi si rekel, da sem dosti tak človek, tako ful, tako... Si vzameš čas, pa recimo greš čez park, pa si tako den, to je drevo. Pač, ja, si, to pa si. Jaz sem pri sebi isto opazil, da skozi telefon gledam in pol sem tako fuck. In pol grem trikrat čez center brez telefona in opazim 100 enih stvari in enih plevelov tam, Ja, meni gre ful na živce, no, da si zmer dosegljiv, ta telefon mi gre ful na živce, tako da probam v bistvu si ful tako vzeti tudi ta nek čas, da ja, ful grem rada ven, tako malo v naravo, pa tako biti malo. No, saj tudi to plezanje, ne, če tako poveževa. Ja, vse to, tako. Nice.
Ja, pa čakaj, zdaj, kva pa zdaj delate, Koala Voice, nič. Kaj pa ti delaš, ne vem, v life ali ne vem? V life-u. Tako pač. Ne, ja, sej razumem. Ne, delam pač tako različne stvari, dost, skušam nekako, da so čim bolj music orientated, ampak... Explain that. Ja, ne vem, tako naredim, kako... Lani sem sodelovala recimo pri enem musiclu, sem bila asistentka za en musical v MGL-ju za glasbo. Isto sem, ne vem, pomagala za neko serijo zbirati zdaj glasbo, isto sem za neko otroško predstavo zdaj dosti po naključju naredila, nek ta jingle, ki so ga rabili na začetku. Z dvema kolegicama delam nek zvočno gibalni projekt, ki je malo eksperimentalno gledališče, ki se pač zdaj malo dogaja. S koalami isto pač zmerujem, pač pripravljamo ta release te plate, sodelujemo isto pri nekem programu, kar se tiče nekih špilov v tujini, tako nekaj se s kitarami tudi dogaja, tako imamo zdaj neko to zanimivo zgodbo, ki se bo mogoče razvila v to, da bo obstajala Koala Voice kitara. Prav vaša kitara? Ja. Ok, vsi kitaristi poslušajte. Sever Guitars je en gospod iz Izole, ki ima pač že ful časa to pač custom kitare, ki smo se zdaj to leto nekako ujeli na, zdaj tudi na teh novejših posnetkih, pač jaz pa Domen igrava že eno njegovo kitaro, ima dva modela, vsak drugega, pa se pač se pogovarjamo, ful je zanimiv človek, tako, ful jemlje kitare res tako celovito, kot pač ful je tako. Ful je zanimivo tako razmišljanje to, da koliko ti ena kitara tako lahko naredi, pa ne samo mogoče zvok, ampak tako. Se dogajajo stvari, mislim, I keep myself busy, zaradi tega, ker tudi kot človek mi to ful veliko pomeni, da skozi nekaj pač počnemo. Lih to pač, da se ob 10, ne vem kdaj vstajaš, a si jutranji človek ali ne. Okay. Ja ne, ampak da se zbudiš in greš nekam in imaš nekaj za narediti, da nivno se zbudiš in si tako zdaj bom gnil en dan. Ne, pač jaz si sama dosti zafilam pač dneve, da imam dosti stvari za početi, obenem mi pa tudi ni bad, če kak pač dan dobesedno nimam nič, se ne počutim krive, sem tako, it's ok, pač bom pa pač malo čilirala en dan, v redu je, ne rabim pa biti tako, da bi bila vsebena z nekim tem, skozi moč nekaj, Se boš pogovarjala z rožami pa brala knjige. Ja, pač, Ne, sej to je cool, ker jaz sem imel prvi lockdown, sem je tudi čistko, sem ležal doma in bil gnil in sem bil tako, ok, ne moram nastopati, v službo lahko hodim, what now pač, veš, in sem pa začel te podcaste delati, lih toliko, da sam sebe zaposlim. Meni je to ful cool, mislim, jaz sem tudi vmes že razmišljala, smo bila tako, jaz bi tudi imela podcast, ker sem isto poslušala dosti tega aparatusa med prvo karanteno predvsem, ker sem šele zdaj takrat odkrila, da so tudi slovenski podcasti a thing. Jaz ne vem, če si ti že vedel. Jaz jih ful ne poslušam, iskreno. Jaz sem pač med prejšnjo, čista prvo karanteno sem odkrila, pač od Tomiča in te neke pač aparatus pogovore in to in sem da tako, slovenski podcasti, ful zanimiv, ful cool. Tako, pač ful mi je tako bizarno, da si folk vzame 1 uro časa in posluša nekoga, ki nekaj govori. Ja, mislim, jaz sem recimo poslušala tako, ko sem šla na neko šetnjo, sem si dala slušalke gor in ker mi ni, ne vem, ni mi sedla nobena muska, recimo, ampak tako, mi je bilo hudo, sam tako malo, niti ne ful sfokusirano poslušanje. Meni se zdi, da je predvsem to point podcastov, da ti malo poslušaš nek pogovor, ko pač je v neki tebi zanimivi temi, pa malo spet ne, pa se pa malo priključiš nazaj, pa je pač ok. Ni tako da se zdaj učim nekaj in moram, ni predavanje. Veš, ni predavanje, ko moram zdaj vedeti točno, kaj smo se tle, ampak tako, uloviš tiste stvari, ki te malo bolj pritegne in je to telefon. Tako, ko je bil danes pogovor, ne pogovor, tale pogreb od kraljice Elizabete. Jaz sem že kar kraljico pokopal s Pranom Filipa, so danes pokopavali in sem bil prav tako, ok, dejansko gledam to že 1 uro pa pol, pač ne zbrano, ampak lih to, ne. Ker lih te podcasteri, dobro, ne vem, kaj pa Angleže, kaj poslušaš od podcastov, kaj ne? Se zdaj ful ne,
zdaj trenutno pulne. To sem pa realno 1 leto nazaj, zdaj že, bi se rekel. Yes. Ampak ne vem, poslušala sem nekaj cajta, sem gledala H3 na YouTubeu. Ok, bomo dali link, ne poznam, žal. Ja. Pa čez, Ja. ful ne, se pravim, no jaz tako, kot tudi drugih komikov ne gledam, pa so moj cimer. Aha, no to sem hotel reči, ko si rekla, ja, da se ful sprostiš, a ne, da lahko nezbrano poslušaš to. Mogoče je res to, a ne, da, ko mi je rekel moj cimer, mi je rekel, kao, ja, model pač fora je, da si ti, kada se pogovarjaš, kada si z enim na pivu, in pač on je slučajno zraven in vmes lahko drka telefon in se vključi nazaj. Dobesedno je tako pač. Pač se to je in je pač čist cool je, tako. Ne rabiš biti pač ful sfokusiran, niti ne rabi biti narejeni po moje podcasti na tak način, da bi mogel nekdo čisto vse slišati. No, se Je to, toliko nekaj vmes, med malo klepetanjem pa malo nečem, tako ne intervjujem, no, ampak nekem je. ja, neki small Nekdo talk. pač, nekdo nekoga malo več sprašuje, ja. Kaj ti kaj, pa je, evo nič, kaj ti. Najkrajši podcast v Sloveniji. Da bi sam z vsemi to naredil, se to bi bilo hudo. Ok, to je bilo Sam top. full folka, sam tako nojo vzeli ti bo sekundo, kaj ti kaj, evo nič, kaj ti. In to je to. Pa nič, evo, sega. In to je Ja. to. Ok, lepa. Tak, to se mi zdi dobra ideja, drugače. Evo, podcast z Manco Trampuš. Kao, kaj ti podcast? Ja, kaj ti? Lepa. Pa tako random folk na ulici itak dobiš. To je bila pa huda, ne? Ok, zdaj, če ne boš ti tega popokala, bo v bistvu, da je ukradel. Mislim, v bistvu, kdo je komu krade, kao. Ja, se smo skupaj, to sem pa res skupaj ugotovila. Ja. Dej, čakaj, kaj sem hotel reči. A ja, tlele so mi na telefon moji Instagram sledilci napisali, da... Nekaj me zanima. Ja, a ti preberem legit, kaj mi je folk pisal. Ja, daj. Ni važno, da bomo to objavili ali ne, ampak prav tako legit mi je folk pisal tole. Manca, ti si iz Zagorja, tik-tak, Alašič, to mi je en dobesedno v usta položil. Kdaj bo nova plata, mi je en napisal. Okej. To mi Konc pove- maja najbrž. Pol mi ena ženska napiše, ali je samska, Ženske najbolj to zanima. a dejansko. Ne A vem. ja, ne vem. Ne, nisem. A si Ajde. bi? Aha, nisi Ne. samska, ok, cool. Lepo se mej. Kaj ti? Ne. Ja, evo noč, kaj ti. Ne, v glavnem pa, kva? Tako, ful fulka, jaz sem bila tako fakt, ti si zdaj to objavil, da tako noben ti ne bo napisal, kaj zanima. Okej, Pa zelo. si videla procente, koliko vas folka dejansko pozna, ne? Mislim, Ne, nisem videla. nekih 75% vas pozna. Jaz A, sem ful res, mislil, ja ne, jaz sem dejansko mislil, da vas več procentov pozna. Ampak mene pa to, če je čez 50, I'm fine with that. A res, ali kaj? Mislim, Pa ja, ne vem, Zanimivo. nisem nič pričakovala zares, tako da bi bilo pa zdaj ful 100%. a imate, z nekaj sem videl, imate tudi spletno trgovino, pa to merch, pa to. Ja, imamo, valjda imamo. Imamo spletno stran, lepo in spletno trgovino urejeno. Urejeno, kaj to zdaj pohvalno, kao ni iz Ja. 2.6 trgovine. Urejeno in deluje in pač tudi, če kdo iz tujine naroča, tudi če vam napiše, da na ta naslov ni mogoče, vse je mogoče, vse se da zmeniti. Lepo. To smo še zmeraj pač mi štirje, pač to pomeni, da pač jaz ali pa Tilen, pa naj se va na pošto. Lahko- Ja, drugače, ja, kaj imamo v planu za zdaj, tako, za Ja, kratkoročni plani? tako. Kratkoročni plani so, v bistvu imamo planja posneti še en video spot in izdati še en single, ki bi potem pušnil celotno to novo plato ven. Tako da nekako to zdaj delamo. Ukvarjamo se se plata- z artworkom, ukvarjamo se z vinilke bojo, CD-ji bojo, hudi so že, tako da. Reklama. Ja, reklama Hvala za je. poslan hudi, ej, hvala, nisem ga še dobil, verjetno ga še čakam. Ja, tako da to je nekako plan, pa pač bomo videli, zdaj po letu upamo, no, nekaj se pač že konc maja naj bi bil kakšen špil, no, če bo šlo še vse čez, tako da upamo, Ja, da to bo sem tudi tudi vse jaz to slišal. še naprej v poletju Za nastope. zafilajo, kakšni špili, no, da se pač vidimo s folkom, ki bi valjda ful sedel. Predvsem tudi špila te komade, dobiti kak feedback, Saj ful to, nas ne. se zanima, no, tako ta. Ker ni Ja. feedbacka, ne? Ne vem, Ja, pač, valjda, ker ja. si tako, kaj sem zdaj naredil. Ja, valjda ful manjka to, ja. Manjkajo špili, no, 100%, ja. Mislim, ful manjka lih to, da nekoga tako,
da bi nekoga, ki ti je znanc srečo. A veš, tako ful manjka, meni manjkajo ta druženja tako v smislu, pač ja, se vidim svoje bližne frende, pa familijo, pa tako, ne, ampak manjka mi to, da pač nekom, ki pač se ne morem kar tako videti, ker si nismo toliko blizu, ampak pač bi se, to mi manjka, tako. Ja, neki te... Širši krog, to, da greš nekam ven in si tako, kje si bil ti, nisem te videla že toliko dolgo. Sekundarni frendi, ja. Jaz sem se sicer začel nazaj družiti s folkom iz osnovke, ampak dobro. Ja, tako malo mi ta feeling tega mi malo pač manjka, ja. Tako da imaš pač ta feeling, da je ljudi več in da je večji ta krog in da pač it's ok. Ja, zdaj imaš ful mehen krog, ja, to je res. Ja. Ja, dobro, kaj pa dolgoročni plani pri 50-ih? Pri 50-ih? Recimo, kaj si želiš, bom tako rekel, si želiš imeti mlaj za 50-ko? Ne vem, če. Okay. Ne želim si imeti mlaja, ne. Okay. Ne vem, fakt, to je čist bizar, ne morem se govoriti, ne me to zbežati, lega. Ja, ne vem. Plani dolgoročni so sam pač delati stvari, pač te basic stvari, delati stvari, ki te veselijo, biti zadovoljen sami sabo, pač po možnosti imeti kakšno nepremičnino, ki je v tvoji lasti, to bi mi bilo carsko. Okay. Kakšnega psa, pa imeti okrog sebe ful ljudi, ki te imajo radi in pač imeti tudi rad ljudi. Kako lepe želje. Ja, no, pa se sem romantik, drugače, vem, da ne zgleda, tam ja. Je pa dober, sej. Kakšno svečko vsak daj pržge, ne? Ja, itak. Ja, kulsko. Po moje sva prišla proti koncu. Hvala, Manca, da si bila moja gostja v podcastu oziroma v video pogovorih. Jan David se pogovarja. Ja, valjda. Se vidimo, slišimo. To je to. Hvala ti lepa. Hvala za povabilo. Noro. Be good. Noro je. Se vidimo. Euforija, whatever. Fake neki veselje. Gledali ste oddajo Jan David se pogovarja. Za pogovor z Janom pritisnite like. Za pogovor z Davidom pritisnite subscribe.